Pozdravljeni! V tem pregledu vam predstavljamo delo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v zadnjem mesecu. Povedali bomo, kaj smo naredili, kaj smo praznovali in katere projekte smo izvedli. Sedemindvajseti junij je pred dnevi postal tudi uradno mednarodni dan gluhoslepote. Na ta dan se je namreč rodila Helen Keller, borka za pravice gluhoslepih. Bila je prva diplomantka s to okvaro in borka za pravice invalidov. V Sloveniji imamo od leta 2021 v ustavi nov 62.a člen. Ta člen je pomemben za pravice gluhoslepih. Umrl je naš dolgoletni gluhoslepi član Jože Tekavčič. Bil je dober človek. Pogrešali ga bomo. Iskreno sožalje njegovi družini in vsem, ki so ga poznali. Zakon o Bloudkovih priznanjih, ki je bil sprejet leta 2023, je odpravil krivice. Zdaj tudi gluhi športniki dobijo najvišja državna priznanja, Bloudkova priznanja, za uspehe na olimpijadi gluhih. Priznanja so dobili tudi športniki iz preteklosti. Ob tej priložnosti je bila posebna slovesnost. ZDGNS želi pomagati gluhim bolje razumeti finance. Skupaj s podjetjem Mastercard izvajamo delavnice in predavanja o denarju v znakovnem jeziku. Nastajajo tudi nove kretnje za izraze s področja financ. FIHO je opravil redni nadzor pri ZDGNS za leto 2024. Dobili smo pozitivno mnenje. To pomeni, da dobro upravljamo z denarjem, ki ga prejmemo. Ob obletnici ustavnega člena 62.a je gledališka skupina Tihe stopinje zaigrala predstavo Bonton skozi čas. Predstava je bila zabavna in poučna. Ob tej priložnosti smo se spomnili tudi pokojnega igralca iz skupine. ZDGNS je sodelovala na posvetu, kjer so se pogovarjali o prihodnosti slovenskega jezika. Poudarili smo, kako pomemben je slovenski znakovni jezik in dostopnost do informacij. ZDGNS je ministrstvu poslala svoje predloge. Gre za predloge, kako naj bo znakovni jezik bolje vključen v družbo in kako naj bodo informacije bolj dostopne gluhim in naglušnim. ZDGNS sodeluje z Univerzo Sigmunda Freuda. Skupaj raziskujemo, kako pomagati gluhim in naglušnim pri duševnem zdravju. Na gradu Štanjel je nastal nov muzej v slovenskem jeziku. Del muzeja je namenjen tudi slovenskemu znakovnemu jeziku. ZDGNS je dobila denar za 7 projektov, ki pomagajo gluhim in naglušnim. Zahvaljujemo se ministrstvu za podporo. Z društvi smo izvedli seminar, kjer smo načrtovali prihodnost do leta 2030. Skupaj smo razmišljali, kaj želimo izboljšati. Začel je veljati zakon, ki določa, da morajo biti izdelki in storitve bolj dostopne tudi za gluhe in naglušne. Uporabnike prosimo, da nas obvestijo, če zakon ni spoštovan. Skupina strokovnjakov je ministrstvu predstavila načrt, kako vključiti znakovni jezik v vrtce in šole. Pričakujemo prve spremembe.
ZDGNS je sodelovala pri pripravi novega zakona o visokem šolstvu. Zavzemamo se za dostopnost in znakovni jezik za študente z izgubo sluha. Ministrstvo zdaj pričakuje, da bodo univerze pripravile načrt za uporabo znakovnega jezika in prilagoditve za gluhe. Jaz, kot novi predsednik ZDGNS, sem vodil prvo sejo. Člani so sprejeli več pomembnih odločitev za prihodnje delo. Upravni odbor ZDGNS je imenoval nove člane odbora za gluhe in odbora za naglušne za mandat 2025-2029. Letošnji mednarodni dan gluhih bo v Kopru. Dogajanje bo pestro. Sprejem pri županu, kulturni program v gledališču in druženje. Istočasno bo potekala tudi Sladka Istra, kulinarična prireditev.